Lepo pozdravljeni. Vabim vas k prav posebni akciji, ki velja od danes 23. januarja do vključno 31. januarja 2021. Namreč na zalogi je ostala le še majhna količina knjig, poslednjih 30 izvodov, ki pa bi jih rada oplemenitila na način, da kupce obdarim. Torej, vabim vas k naročilu knjige, hkrati pa boste za dodatno nagrado prejeli darilni bon poslovnega partnerja, ki vam omogoča razvajanje v kisikovi komori kadarkoli v letu 2021, torej bo možno to darilo uporabiti že po koncu epidemije. Preprosto, kar je nekje vaša naloga, če vas bom s svojo izkušnjo navdihnila, da bi kaj podobnega morda poskusili tudi sami, da pošljete naročilo za knjigo in poleg izvoda knjige boste prejeli tudi ta darilni bon, se dogovorili za datum in izvedbo. No, naj vam zaupam del svoje zgodbe, svoje izkušnje, zakaj sem se sama po koncu epidemije odločila in se nagradila z razvajanjem v tej kisikovi komori. Bil bi namreč skoraj običajen petek, če ob vrnitvi domov potem iz Kranja od tega tretmaja ne bi ugotovila, da je za mano pravcato potapljanje na suhem, učinki pa krasni, polna energije, rdeča lica in naposled tudi trden, neprekinjen spanec pozno v naslednji dan. In razlog je pač hiperbarična komora oziroma kisikov tretma, ki sem ga bila prvič v življenju deležna. In kako je vse skupaj to potekalo? Lahko bi v komori morda imela knjigo ali se odločila za poslušanje glasbe. Jaz sem izbrala mir samo zase in napočila tudi prvih 15 minut sodelovanja z mojim operaterjem. Postopno se je namreč začel povečevati tlak v komori. Sama sem po njegovih napotkih malo pomagala izenačevati ta pritisk v ušesih, počutje ob potopu na suhem oziroma kopnem, kot v žargonu pravijo potapljači tej fazi, je podobno kot pri vzletu letala, ko pomaga, da se primemo na primer za nos, za obe nosnici in nežno pihnemo ali pa globoko zazehamo, morda pogoltnemo slino. In uravnamo ta pritisk. V mojem primeru sva z operaterjem izbrala potop na 1,6 bara, to je za regeneracijo telesa odlično. Gre namreč za odpravo utrujenosti, stresa, za nekje splošno dobro počutje, pa tudi pomladitev. In to pomeni, da se je moral pritisk v komori in seveda tudi v mojih ušesih izenačiti. Saj sem bila v situaciji, kot da bi se potopila 6 metrov globoko. No, pa poglejmo še, kaj pravijo slike, ki največ povedo same. Takole imaš nadeto masko, da vdihuješ kisik še bolj direktno. To je pač moj položaj, ki sem ga izbrala za meditacijo. Priznam, da me je pri kakšnih 3 metrih malo zagrabila panika, vendar je operater spuščanje upočasnil, kar pomeni, da je upočasnil povečevanje tlaka v komori. Samo še nekajkrat sem se prijela za nosnic in bilo je konec. Uživanje se je dejansko šele začelo, kajti po doseženem tlaku, ki je predviden za posamezen protokol oziroma izbrani hiperbarični kisikov tretma, se pritisk v komori ne spreminja več. Iz dovodnih cevi se sliši dotok plina, to je čistega kisika, ki ga vdihuješ skozi to kisikovo masko. Zame je bil to trenutek, da sem lahko sklenila roki v položaju miritve in se poglobila v meditacijo s prenosom kraja. To šumenje mi ni bilo moteče v komori, še več, mene je spodbudilo, da sem se v mislih prestavila na svoj ljubi kotiček ob morju in s pogledom na belino okoli sebe povsem umirila telo in duha. Operater seveda nenehno bdi nad stranko, v najinem primeru sem ga zaprosila še za kakšno fotografijo
in na njegovo povpraševanje, če sem v redu, sem lahko odgovorila le super. Po 45 minutah popolnega sproščanja sem zadnjih 15 minut namenila razmisleku o uvodnem klepetu pred začetkom hiperbaričnega kisikovega tretmaja. Najprej sem se nasmehnila sama sebi, ker sem spet prekinila eno od svojih notranjih meja oziroma to mejo premaknila. Kamorkoli namreč pridem, najprej pogledam, če je v prostoru okno, da si ga bom lahko odprla, če je dvigalo na pol polno, bom rajši počakala naslednjega, da bo bolj prazno. Skratka, na čisto zaprtimi prostori, priznam, nikoli nisem bila pretirano navdušena. Toda tokrat sem si morala priznati, da med ležanjem nisem čutila tesnjenosti, prostora je v komori dovolj, da bi se lahko tudi usedla ali zamenjala lego. Prevzel pa me je občutek hvaležnosti za to izjemno priložnost, da sem lahko po 21-dnevnem postu v bistvu si privoščila neko nagrado in da se je delež raztopljenega kisika v moji krvni plazmi povečal do 10-krat. Ta tretma namreč spodbuja tudi tvorbo novih kapilar, ki celicam dovajajo kisik. S sproščanjem kisikovih prostih radikalov se povečuje tudi odpornost telesa na mikrobe, viruse, tudi prekrvavitev možganov in s tem miselna kondicija naj bi bila ob izpostavljenosti čistemu kisiku v komori boljša. Sem pa za nekaj minut vdihovanja skozi masko si privoščila tudi vizualizacijo in si predstavljala, kako se čisti kisik raztaplja po mojem telesu, začenši pri prstih na nogah in potem vse do temena glave. In že je operater sporočil, da se bova zdaj začela počasi dvigovati na gladino in kot velja v življenju, ponavadi se stvari končajo takrat, ko so najlepše. Sledil je seveda kozarec vode. Tole je prikaz odpiranja, zadrge in torej konca kisikovega razvajanja. In kar dobra 2 kozarca vode. Učinki po tretmaju so kakšni. Tudi dvigovanje po 60 minutah odklopa traja približno 15 minut, tako kot na začetku spuščanja, in potem se po izstopu iz komore usedla, malo neobičajen občutek je takoj izginil, konec koncev sem le 1 uro ležala v prostoru pod visokim tlakom in vdihovala visoko koncentracijo kisika. Prijala sta mi 2 kozarca čiste vode, v ušesih mi je sicer še malo odzvanjalo, lahko takrat, ko se letalo začne spuščati na letališko stezo, sproščena, z navalom neverjetne energije, sem se ob preoblačenju, kot vidite, imam na sebi posebna oblačila, potem v zrcalu ozrla in opazila zelo lepo napeto rdečo barvo na licih. Ob enem takšnem tretmaju naj bi namreč človek izgubil približno 500 kalorij, ne vode. Kisik namreč sproža naravno limfno drenažo, pri čemer se ne izgublja le odvečna teža, ampak tudi koža postane bolj prožna, bolj svilnata, manj celulitna. In lahko rečem, da je bila večerna vožnja iz Kranja proti Celju, kljub temu, da sem bila ves dan na nogah, prav prijetna, nič utrujeno se nisem počutila. Nasprotno, nekje do polnoči bi še gore premikala, potem sem se le prepustila spancu in ta je bil trden, kot že dolgo ne. Naslednji dan sem dejansko odprla oči šele malo pred poldnevom, in ko sta mi moja fanta ob prihodu domov rekla, da sem vsa sijoča in delujem spočito, sem jima pojasnila, glede na uvodni pogovor z operaterjem, da učinki tretmaja trajajo še 6 ur potem, ko zapustiš komoro. Zavedam se seveda, da tako kot pri vseh tretmajih, ki jih namenjamo svojemu telesu, samo ena ptica še ne prinese pomladi. Število obiskov, pri čemer je povprečna cena med ponudniki 90-minutnega tretmaja na slovenskem trgu okoli 85 evrov, je seveda odvisno od vzroka za obisk in seveda tudi dovzetnosti vsakega posameznika. Skratka, meni je bila ta izkušnja zelo prijetna, to je bila nagrada meni po končanem 21.
21-dnevnem postu. In to nagrado za vašo dušo in telo vam ob nakupu knjige do vključno 31. januarja zdaj tudi ponujam. In sicer že sam izvod knjige vam zagotavlja prvo brezplačno pokušino te kisikove komore oziroma tretmaja za vas. Kontakti so navedeni v knjigi. Zdaj pa do 31. januarja dobite še poseben bon, torej lahko povabite še koga. Pomembno je, ker smo v letu epidemije, da bo ta bon veljal vse do konca decembra 2021, ko se bomo, upam, vrnili v kolikor toliko normalno življenje in si boste takšno kisikovo razvajanje lahko brez težav privoščili. Vabljeni torej, da posredujete naročniške podatke na mail biserka@kupa.si. Vaša bo knjiga še z vsemi ostalimi poglavji, to je bil samo izvleček enega od poglavij, moja izkušnja. In na vrsti ste, da si prisluhnete ob prebiranju samega besedila knjige in seveda, da se obogatite s kisikom, nekaj, kar v teh časih zagotovo vsi potrebujemo. Srečno!